Dobro jutro, dober dan, banda. 10 nas je trenutno priklopljenih. Posebej toplo pozdravljam Marijo, ki ima edino prižgano kamero, tako da vidim, s kom se pogovarjam. Ostale vas samo slutim. Ne vem, a še spite, a ste že zbudni, a ste v kopalnici, a ste pred telefonom, a ste pred kompjuterjem. Špela mi maha, Špeli maham nazaj, tako da, evo, uvoden pozdrav sem opravil. Dobro jutro, Marija, seveda. Danes je 21. september, Slovenci mu rečemo kimavec. Danes bomo kimali uspehu, lepemu vremenu, dobremu dnevu, krasni sredini tedna, tako da danes je dan za nas. Evo, dobro jutro, Ana. Ana se je priklopila. Raven himno si zamudila, Ana. Dobro jutro, dober dan tudi tebi. Kaj ćemo početi? Seveda ćemo v prvih minutah si vzeti nekaj časa za zapisovanje hvaležnosti, potem imamo eno močno epizodo Kremenčkovih. Zakaj? V minulem vikendu je v Cankarjevem domu potekal Mineralfest, mislim, da se je tako imenoval. Jaz sem ga obiskal. To je bil, če povem po pravici, moj drugi tak obisk podobnega sejma. Prvi se je zgodil letos spomladi v Tržiču. Seveda je Cankarjev dom malo bolj ugledna destinacija, ampak v Tržiču je bilo veliko bolj konkretno, veliko več kamnov na ogled, veliko več kristalov, tudi veliko več ljudi. Tisti tržiški sejem mineralov ima menda neko daljšo tradicijo, ampak da ne bo pomote, tudi tole v Cankarjevem domu je bilo zelo v redu, zelo fajn. Pripravil sem tudi en tak kolaž fotografij, ki jih bom potem pokazal, tako da si boste malo predstavljali tisti, ki tega Mineralfesta niste obiskali, kako je to izgledalo. Jaz sem si kar dal duška, nekaj kristalov je prišlo tudi z menoj domov in danes imamo kar eno zanimivo sejo v zvezi s tem, torej Kremenčko in malo kasneje. Zdaj bom spustil tako, kot je moja navada, dve stari slovenski pesmi. V tem času si bomo zapisali svoje jutranje hvaležnosti. Gledam, se pravi, približno 8 minut in pol si bomo zdaj vzeli za zapisovanje hvaležnosti. Preden pa začnemo in preden pozabim, v zvezi z današnjim dnem sem si pripravil samo 3 čisto kratke zanimivosti. Torej, 21. septembra 1958 se je rodil Milan Mladenović, žal že pokojni kitarist in pevec in avtor v skupini Ekaterina Velika. Tisti, ki se te skupine spomnite, v nekdanji Jugoslaviji in tudi kasneje si je ustvarila pravzaprav kultni status. Kar se tiče današnjega datuma, še 2 malenkosti. Danes je svetovni dan boja proti Alzheimerjevi bolezni. Torej, če poznate koga, ki boluje za to boleznijo, danes je tako imenovani svetovni dan borbe proti tej bolezni. Danes je tudi mednarodni dan miru. Mislim, da so ga Združeni narodi proglasili kot takega, tudi v današnjem svetu tak dan seveda pride prav. Torej, danes je mednarodni dan miru. Zdajle pa obljubljeni 2 skladbi, zapisovanje hvaležnosti, čez 8 minut in pol se slišimo. Pozna se težko bremelit,
se nasmejiva, srečna, ker sva se našla. Kako lepo je, da sva se spoznala in skupaj skozi življenje šla. Daleč, daleč je za naju pomlad, leta prinesla so jesen. Daleč, ko dekletu sem govoril, rad te imam, in ko bil jaz fant sem njen. Daleč, daleč je za naju pomlad, mi za mladostjo je sam postati spet mlad, raje star sem, star in z njo. Prepodi spomine, greva spat zašepeta, trdno me pod roko prime in s težavo vstaneva. Po noči k meni se privije, vsak njen dotik tako poznan prežene grenko misel, kdo od naju ostal bo sam. Daleč, daleč je za naju pomlad, leta prinesla so jesen. Daleč, ko dekletu sem govoril, rad te imam, in ko bil jaz fant sem njen. Daleč, daleč je za naju pomlad, mi za mladostjo je hudo. A ne bi hotel sam postati spet mlad, raje star sem, star in z njo. Preden zaspim, si zaželim drobnih stvari, veliko tebe, vse skromne stvari. Vižejo me na neznani dom, kjer bom s teboj. Tekla si stran, brez slovesa, tako mlada še. Spominjam se, stekla si stran, brez slovesa, tako mlada še. Kot nekoč
Stekla si stran, brez slovesa, tako mlada še. Sava šumi, zelen šumi, ko si želi drobnih stvari, veliko tebe, najdražja, veliko tebe. No, tako, 8 minut in pol, verjamem, da je bilo dovolj, vsaj za zapis osnovnih jutranjih hvaležnosti. Meni jih je uspelo zapisati 10, imamo v rezervi še 1 ali 2, tako da ne bi zaključil z 10, to je moja kaprica. Mojih hvaležnosti, tako kot sem že mnogokrat povedal, mora biti eno ljudsko število. No, saj mogoče je pa 10 tudi na nek način ljudsko število. Kaj hočem povedati? Zdajle smo slišali Ota Pestnerja, v resnici skladbo Adija Smolarja, pa Decamerona s tisto znamenito Savo šumi. Jaz sem se v preteklih letih kar dosti ukvarjal z intervjuji z zanimivimi ljudmi. Nekateri od njih so bili tudi, če se tako izrazimo, če v Sloveniji kaj takega obstaja, slavni in znani. Med njimi nekaj glasbenikov, ko raven omenjam Sava šumi, to legendarno pesem. Če se ne motim, je pomagal ustvarjati tudi Miha Kralj, znameniti klaviaturist slovenski. Njega sicer osebno ne poznam, sva pa imela nekaj kontaktov, nekaj časa sva se dogovarjala za intervju, pa pol ni izpadlo iz tega nič, mogoče pa ne še. Miha Kralj je nekoč sodeloval v skupini Prah, znameniti pred leti. Morate biti dovolj stari, da bi se je spomnili, tudi jaz sem premlad, ampak poznam nekaj njihove glasbe. V tej skupini pa je sodeloval kot bobnar tudi Miro Čekeliš, ki je kasneje bil član skupin Hazard, Randevu in tako naprej, Hot, tudi z Damjano Golavšek. No, z Mirom Čekelišem sva tako po malem prijatelja, tudi z njim sem nekoč opravil en dosti odmeven intervju. Tako da, kar se pa tiče Ota Pestnerja, s prejšnjo skladbo, s tisto lepo Daleč je za naju pomlad. Ota sicer nisem raven osebno spoznal, sem pa pred leti imel v Ljubljani na Fužinama eno trgovino z glasbo, torej s CD-ji, s kasetami, takrat so bile še kasete, ne. In takrat je enkrat v letu, ko sem bil jaz v trgovini, Oto Pestner osebno. Spomnim se ga potem, da je imel na nogah tiste tarjave, take JNA natikače, prav najbolj preproste natikače, kar jih je bilo, očitno je prišel iz tam sosednje Stolpnice. Menda so pravili, da je tam doma, ne vem, je Oto še doma na Fužinah ali ne. V Ljubljani je to seveda. In takrat je tam pri meni kupil ene 3 CD-je, mislim, Zdravka Čoliča in še nekaj podobnega, no, tako da toliko o tem, kot zanimivost mogoče, ne. Zdaj pa, tako kot sem obljubil, na vrsti je tole, upam, da boste slišali. Če boste tudi v prihodnjih minutah imeli kakršnekoli težave, ker vam bom dal za videti nekaj slik tistih, ki sem jih prej obljubil, mi prosim povejte, upam, da se bo poleg dia projekcije, ki bo laufala, slišal tudi moj glas, zdajle pa seveda tole. History. Let's ride with the family down the street through the courtesy of Fritz and Pete. When you're with the Flintstones, have a yabba-dabba-doo time, a dabba-doo time, we'll have a gay old time. Modeli, dajte mi en signal, da se je to slišal.
Vidim, da mi Marija tipka. Bom vsaj vedel, kaj počnem. Ok, Maja je rekla, ja, hvala. Ok, dajmo se lotati teh kremenčkovih za današnji dan. Danes imamo v glavni vlogi, glavni junak kremenčkovih je tale. Upam, da se to vidi. Tole, čakajte, bom poskušal malo približati. Tole. Kdo gane, kaj je to? Imam na sumu Alenka obvlada. Ok. Tole je črni obsidian. Črni obsidian je moj gost v zadnjih 3 dneh. Tako, Špela je vedela, evo. Špela je vedela, bravo Špela. Tako kot sem rekel, soboto zjutraj, v deževni soboti, sem obiskal sejem mineralov v Ljubljani. Minuli vikend pravzaprav jemljem kot čisti abundance, kot čisto obilje. Torej domov sem prinesel tako eno vrečko kristalov, temu rečem obilje. Tudi tam na Mineral Festu je bilo obilje vsega možnega v zvezi s tem, v zvezi s to temo. V nedeljo zjutraj, tisti, ki ste moji Facebook friendi, ste lahko to videli. V nedeljo zjutraj sem pa bil v gozdu, kjer sem doživel še eno obilje, in sicer obilje gob. Treba je priznati, da sem malo kršil zakon, ki pravi, da je domov moč smeti lahko. Prinesemo le 2 kilograma gob. Tisti jurčki so tako zelo silali v mojo košaro, da sem to malo prekršil. Ampak pustimo to, skratka, to je bil vikend obilja. Zdaj vam bom poskušal deliti torej screen, na katerem boste videli nekaj utrinkov iz Mineral Festa, pa nekaj kristalov, ki jih imam jaz že doma, oziroma ki so že moji gostje. Ob tem vam bom začel pač govoriti o tem črnem obsidianu, ki sem vam ga pokazal. Upam, da bo šlo oboje, nikoli še nisem tega probal, tako da zdaj bom sharal screen, zalaufal bo to, zraven bom pa govoril. Če bodo kakšne težave, mi pa prosim napište v chat, tako da dajmo probati. Evo, če je prav, vam zdaj sharam screen, upam, da to vidite. A vidite? Dajte mi pomahati, dajte mi napisati. Ok, vidite, mene pa tudi slišite, tako da to je očitno to. Ok, ta čas, ko si to ogledujete, bom jaz povedal nekaj o črnem obsidianu. Torej, ena informacija, ki sem jo našel, je, da je obsidian nekoč v Etiopiji odkril moški po imenu Obsidius, zaradi tega se pač ta kristal zdaj imenuje tako. Obsidian je sicer sijoče vulkansko steklo, se pravi, tako rekoč staljena lava, ki se je pa ohladila tako hitro, da ni imela časa kristalizirati, torej obsidian ni v obliki kristalov. Največ ga najdejo danes na nahajališčih na Islandiji, v Italiji, v ZDA, še posebej v Wyomingu in na Havajih, pa v Gvatemali, v Belizeju, Mehiki, na Japonskem in na Javi. Zdaj, če karkoli veste o teh stvareh, potem veste, da sem vam naštel same lokacije, kjer so vulkani, in normalno rekel sem, da je to staljena lava zelo hitro ohlajena, torej so tudi najdišča dokaj logična. Kar se tiče črnega obsidiana, dobro vpliva na korensko čakro, jo uravnoveša ter čisti. Če vas privleče obsidian, zdaj, kako jaz svoje kristale dobim, kako jih prinesem domov, malo se pripravim, malo poiščem, kaj bi potreboval v svojem življenju, potem me pa kristali praktično pokličejo. Ko grem mimo štanta, ko grem mimo določenega prodajalca, si malo gledam te stvari in določen kristalček stegne roko in pravi, vzemi me, Marko, in tako pol pride ta kristalček v mojo posest. Se pravi, če vas privlači obsidian, to pomeni, da potrebujete globoko energijsko čiščenje, naša preteklost, sedanjost in pričakovanje prihodnosti
nas lahko pripeljejo do čustvenih vrtiljakov, pri čemer vse negativne energije in dogodki iz naše preteklosti ter negativna čustva pogosto prihajajo na pot korenski čakri, obsidian je pa pravi za čiščenje te omenjene korenske čakre, deluje sicer tudi na čakro tretjega očesa. Zdaj, taki kristali imajo sicer ena, kako bi rekel, univerzalna delovanja, delujejo na vse ljudi, lahko verjamete v to ali ne, posebej močno pa takle kristal učinkuje na astrološka znamenja bika, device, kozoroga, ovna, leva in strelca. Jaz sem kozorog, torej je tole zelo primerno za mene. Obsidian deluje izredno hitro in z veliko močjo, odličen je za vsak začetek in vsak nov dan je v mojem svetu nov začetek, saj daje spodbudo in pomaga prinašati pravilne odločitve ter prizemljuje. Zelo je cenjen pri psihičnih naporih, saj izboljša umske sposobnosti. Pravijo mu tudi kamen učenjakov. Obsidian sprošča živce, izboljšuje imunski sistem. Če ga rabite, torej uporabite obsidian za razstruplanje, za lajšanje krvavitev, za spodbuditev krvnega obtoka in v pomoč pri bolečinah, ki so povezane z artritisom ter tudi pri ostalih podobnih nelagodjih. Obsidian vam bo pomagal pri prebavi, ker spodbuja presnovo, zmanjša bolečine pri artritisu, zmanjša krče, blaži poškodbe, ogreje ude. Evo, tole vam še enkrat zalaufam. In smo ostali, ogreje ude in zdravi prostato. V naše življenje obsidian prinaša resnico, vendar pri tem neusmiljeno razkrije pomanjkljivosti, slabosti in blokade, kar ne more biti slabo, ker če svoje slabosti in blokade poznamo, jih bomo lažje odpravili. Torej, pred obsidianom ni mogoče skriti ničesar. Spodbuja rast na vseh ravneh, pokaže, kako naj popravimo v narekovajih zadeve, ki so v naših življenjih uničevalne, pomaga, da rastemo in smo si v trdno samopodporo, se pravi, obsidian tako rekoč zagotavlja globoko celjenje duše. Je močan zaščitni kamen, ki ščiti pred negativnostmi, koristen je za zelo občutljive ljudi, jaz sebe tretiram kot takega, verjamete ali ne, blokira psihične napade in odstrani negativne duhovne vplive, celo iz okolja srka onesnaženost. Če ga položimo na posteljo ali pod vzglavnik, bo iz nas potegnil duševni stres in napetost, na površje pa lahko prinese razloge za stres. Torej, to spet neka pomoč, zato da jih znamo odpraviti. Naše probleme obsidian rešuje trajno, če pa raven ne, ga bomo pa še enkrat ponucali. Obsidian odpravlja energijske blokade in sprošča napetost, vključuje psihološko zaščito v celoto, zato da dosežemo duhovno popolnost. Tak kamen spodbuja rast na vseh ravneh, poziva k raziskovanju neznanega in odpira nova obzorja, ter na konec koncev pride prav tudi pri trgovanju. Prinaša jasnost uma in počisti zmedo ter odpravlja okostenela prepričanja. Tudi to nam pride prav pri trgovanju, ker z nekimi prepričanji, ki niso ugodna, seveda zaviramo svojo uspešnost. Obsidian raztopi čustvene blokade in starodavne travme, prinaša globino in jasnost ter spodbuja lastnosti sočutja in moči. Zelo močan kamen je, zelo ustvarjalen kamen je, pomaga pri čiščenju in odstranjevanju negativnih čustev in negativnih energij na vseh področjih. Ko se te energije odstranijo, sprostijo, torej bo pomagal prostor zaščititi. V primeru, da ste bolni in so vzrok vaše bolezni čustva, to je zelo pogosto, lahko črni obsidian zelo hitro najde vzrok. Pomembno je pa pri tem, da smo pripravljeni se soočiti s svojimi težavami. Torej, priporoča se tistim, ki ne morejo ali nočejo, nekateri tudi nočejo izpustiti svoje preteklosti. Črni obsidian se zelo priporoča doma ali v pisarni, ker odstranjuje neželene energije in ščiti območje pred negativnostmi. Je, torej, tako kot sem rekel, neprozorno vulkansko steklo, pa vam ga bom še enkrat pokazal, medtem ko se prosojna vrsta obsidiana imenuje apaške solze. Takle obsidian ščiti pred elektromagnetnim sevanjem,
pred sovražniki in pred psihičnimi vampirji. Najbrž vsakdo med nami pozna koga, ki mu lahko reče psihični vampir. Če nadaljujem, črni obsidian ima močne metafizične značilnosti, ki ščitijo pred negativnostjo, močno nas poveže z materjo Zemljo in njenimi energijami. Vibracije tega kristala pa pomagajo pri sprejemanju odgovorov na vprašanja, ki si jih v življenju zastavljamo. Zdaj, recimo, če ste se vrnili v to življenje, da bi rešili težavo iz preteklega življenja, je ta kristal najprimernejši za ozaveščanje in odkrivanje vašega namena ter cilja. Črni obsidian, kakor tudi vsak drug kamen, samo trenutek, da tole prekinem. Zdaj ne vem, vidite mene, a vidite bel screen, kaj vidite? Nimam nobene informacije, ne vem, kaj počnem, ok. Ok, ne vem, kaj počnem, upam, da me vidite. Kje sem ostal? Ostal sem pri vračanju. Če verjamete v reinkarnacijo in če ste se vrnili v to življenje, da bi rešili težave iz preteklega življenja, je ta kristal najprimernejši za ozaveščanje in odkrivanje vašega namena ter cilja. Črn obsidian, kakor tudi vsak drug kamen, moramo pred prvo uporabo in tudi kasneje seveda čistiti. Kako ga čistimo? Čistimo ga recimo s tekočo hladno vodo, na način, da kamen položite v umivalnik in pustite, da voda teče čezenj vsaj 20 minut. Mogoče je to v današnjih časih malo neprimerno, glede na to, da imamo izrazito pomanjkanje pitne tekoče vode, tako da lahko tak obsidian položite tudi v stekleno ali porcelanasto posodico in ga prekrijete z vodo in tako pustite v tisti posodici vsaj 30 minut. Ena od opcij je seveda tudi čiščenje kamna v polni luni. Vsi moji kristali gredo v polni luni vedno na balkon, tako da na ta način ga očistimo vibracij, ki so se v vmesnem času nabrale v tem obsidianu. Obstaja tudi opcija čiščenja na prazni luni, vendar je ta namenska. Na prazni luni ga čistimo takrat, kadar ga želimo očistiti energiji drugih oseb in drugih dejavnikov, torej če imamo občutek, da nam je ta kamen pomagal, tako kot sem prej rekel, nas je pomagal zaščititi pred čustvenim vampirjem, se je torej nabrala neka vibracija v njem, takrat ga damo pa na mlaj. Nekateri ga pustijo čistiti kar čez noč, dovolj pa je tudi sicer 2 uri. In seveda ta zadnja možnost čiščenja, takle kristal je fajn pridimiti, torej vzamete kakšno dišečo palčko, ki spušča dim od sebe, recimo, ne, in takle kristal enih 20 sekund dajete v tisti dim, torej ga dobro predimte, na ta način se tudi očisti. Zdaj, poleg črnega obsidiana poznamo tudi modrega, modrozelenega, zlatega in mahagoni obsidian, ki ga sicer jaz nimam, da bi vam ga pokazal. In če zaključim s tem kremenčkovimi še s to informacijo, če date poleg kamene strele še oziroma poleg črnega obsidiana zraven še kameno strelo, vam bo to zelo ojačalo njeno delovanje, zelo bo pripomoglo pri intenzivnosti vibracij, prav tako bo ščitil avro pred negativnimi vplivi okolja. Tako, jaz sem, kar se tega tiče, imel zapovedati v zvezi z obsidianom. Zdajle, če nas ne bo prekinil, 3 minute imamo še, tako da upam, da bomo imeli dovolj časa, bom povedal še jutranje afirmacije. Še enkrat vam pokažem, kaj imam jaz, imam takole kar v papirju, torej tudi kamene strele imam, poleg svojega obsidiana, objete imam, obsidian imam objet, tako da ti 2 kameni streli izredno ojačata njegovo delovanje. Zdajle pa, tako kot veste, Ana, ti ne tega početi, ti drži volan, stali se naslonite nazaj, zamišite, parkrat predihajte, torej globoko zajemite sapo skozi nos, če imate nos odprt.
Poskušajte občutiti sveži nov zrak, svežo novo energijo v vsakem delu vašega telesa, potem pa stvari, ki so odveč, ki morajo z telesa, ki morajo, če hočete, z vaše duše, z vaše pameti, pihnite počasi ven. Če čutite tako, pa pihnite pač na vso moč. Tako da sebe spravite tisto, česar ne potrebujete. Jaz imam 10 afirmacij in dobri 2 minuti, če me slučajno prekine, jih bom pa potem objavil na Telegramu. Pejmo. Imam vse, kar potrebujem, da bo današnji dan čudovit. V sebi in svojem početju prepoznam dovolj vrednosti, da lahko sledim svojim sanjam in izražam svoje želje. Danes se bo vse išlo na najboljši možen način. Skozi ves dan bom cenil prav vse, kar že imam, prišle pa bodo tudi nove, neverjetne priložnosti. Danes sem pripravljen. Pripravljen sem na uspeh, na ljubezen, srečo, mir, veselje in finančno obilje. Pripravljen sem, da se uresničijo moje tudi najbolj nore sanje. V svojem početju se vzpenjam vedno višje, praktično ni meja glede tega, kaj lahko dosežem. Danes trdo delam, da bi bil moj jutri čudovit. Individualno sem zelo močna osebnost, ki privlači uspeh in srečo. Svet potrebuje mojo luč in ne bojim se sijati. Vsak dan postajam bolj samozavesten, močan in uspešen. In še zadnja, opustil sem stara, negativna prepričanja, ki so stala na poti mojega uspeha. Zdajle me bo čez nekaj sekund prekinil. Hvala, ker ste bili z mano. Vabljeni tudi na jutrišnje Kozorogove dosjeje ob 8. zvečer. Tam bomo povedali še kaj pametnega. Če kdo od vas želi, pa seveda dobrodošel, da da v Telegram kakšen feedback. Tako da, imejte lep dan. Vidimo in slišimo se ob naslednji priložnosti. Marko, mala sreča.